Evo, gospa je v operacijski. Zdaj bomo operirali gospo, pri kateri so se v pomenopavzi pojavile spremembe na jajčnikih. Skalpel. Sem od prvega dne v bistvu vedela, da želim biti v tisti specialnosti, kjer bom lahko naredila nekaj dobrega s svojimi rokami. In to je kirurgija. Kaj dajte meni še eno prijemalko, prosim? Kar dajmo plin. Zelo pogosto se zgodi, da smo na večjih deloviščih v istem dnevu hkrati. Ste v redu? Ja. Ne maram tega izraza bolnice. To so ženske, to so naše mame, babice, sestre, prijateljice, hčerke. To so ženske, vsaka svojo zgodbo in svojim poslanstvom. Jaz bi prosila še za citologijo, bomo vzeli. Super! Hvala vam. Zelo zanimivi in pestri dnevi. Evo, tlele, prosim, Primož, pa grejo kar tlele. Sem Mateja Lasič, specialistka ginekologije in porodništva. Predvsem posvečena diagnostiki in kirurškemu zdravljenju bolnic z rakom rodil. Kaj je to za gospo? Gremo naprej. Tako. Sočasno pa tudi akademska pianistka. Da je operacija bila kar težka, ampak evo, ste zmagala. Šla bo vas itak v miru, zdaj naprej. Vse prav. Čist vsake se spomnim, za vsako vem, kaj in kako. Dobro jutro! Kako smo? Super. Tako vas je lepo videti nasmejano, vikend je šel lepo, a ne? Primarno sem jaz kirurg, ampak ta gospa, ona mene ne vidi takrat, ko jaz operiram, ona mene vidi pred operacijo in po operaciji. In vedno, vsakič pridem do vsake tik pred operacijo, zato, da jo pogledam, da jo vidim, ko je bilo ponoči. Ja, v redu, glavna gospa je odvajala, ful je vesela, ima pa probleme s pritiskom. Da vidim, kako se ona počuti. Ker ko greš v en tak boj, kjer se dejansko gre za življenje in preživetje, pač ti moraš biti tim, ti moraš biti na isti strani. Sem pa gospo pogledala zjutraj, z ultrazvokom. Gospa se je strinjala z vsem, a ne? Dežna zmrznica. Dava na zmrl, ne? Zame je medicina res eden najlepših poklicev. Poklic, kjer se dejansko lahko toliko približaš človeku in mu res pomagaš. Pač ne poznam lepšega občutka. Malo še potrpljenja, pa bomo zmagala, ne? Vsekakor. Najbolj me je vedno bolelo, ko sem recimo v urgentni ambulanti srečala ali pa na ultrazvoku srečala gospo, ki mi je povedala, da že precej časa krvavi. In težko je, ko v bistvu vidiš, da zato, ker ženska ni prepoznala. Oziroma še težje je, če se je bala priti k ginekologu, ko je bilo še pravočasno in pride jasno, ko je bolezen že razširjena. Velik izziv predstavlja pomanjkanje kadra, ne samo ginekologov, tudi medicinskih sester. Dobro jutro! Skratka, obstoječe število bolnic mora obravnavati manjše število strokovnjakov, se moraš v istem času posvetiti večjemu številu bolnikov, a ne? Velik problem predstavlja tudi to, da veliko žensk nima izbranega ginekologa. Ja, prosim. Državi ni potrebno pogledati bolniku v oči tik pred operacijo. Državi ni potrebno povedati bolnici, kako je šla operacija, in ni potrebno gledati človeku v oči, ko te vpraša, koliko časa mi je še ostalo. Kar si želim je, da bi vsi tisti, ki sprejemajo odločitve v našem zdravstvenem sistemu, preživeli samo en tak tipičen moj dan v službi, kjer bi se zbudili že pred 6. uro, šli ob 7. zjutraj na vizito, pogledali vse operiranke od prejšnjega dne. Dobro jutro, kako smo?
potem bi z mano skupaj nadaljevali 8 ur za operacijsko mizo. Se strinjaš pa zmrznili res? Vmes pa delaš naprej s histerektomijo. Takoj nadaljevali v 16-urno dežurstvo v največji porodnišnici. Celo noč sprejemali odločitve, pogosto odločitve, ki jih je treba sprejeti v nekaj sekundah. Odločitve ne samo za enega, ampak dveh, torej mame in novega bitja, ki prihaja na ta svet. In potem iz dežurstva, ki ga predaš ob 7:30 zjutraj naslednjega dne, nadaljevati v novi delavnik, bodi si v ambulanti, bodi si na konziliju, bodi si spet v operacijski. Pogosto to nanese skupno tudi do 32 ur. In ja, to je neka tista realna situacija, ne samo tisti kratek in hiter dopoldanski obisk čez UKC, ne številke, ne opazovanje razmer z neke varne razdalje, ampak na bojnem polju z ljudmi. Jaz ti ga bom pomagala dvigniti. Tako, super si. To zaupanje med bolnikom, pa ne samo zdravnikom, bolnikom, sestro, bolnikom, fizioterapevtko, pač tle smo vsi en tim. Tole so dobre vile in to so resnični vsakodnevni heroji. Doktor Lasič je pa sonček naš, ne? Tle ni mi in vi, ampak samo mi. Mi smo res dober tim. To si želim, da bi se več pogovarjalo o vrednotah in o tistem, kar je res v življenju pomembno. Mogoče zato, ker se vsakodnevno soočam s tem občutkom minljivosti, soočam z vprašanji, koliko časa mi je še ostalo. Ja, vedno je treba imeti neko generalno vizijo, v kateri smeri greš, ampak vse bolj cenim ta trenutek zdaj in sem hvaležna za sedaj. Pa tako nežno probi maternico odmakniti. V kirurgiji ni dovolj samo, da znaš operirati, moraš svojega bolnika slišati in enako je v glasbi, ni dovolj, da samo preigravaš, ampak dejansko to glasbo moraš slišati. Poleg tega moraš imeti tisti nek notranji občutek ali pa feeling, kot rečemo. Nežno, z občutkom. In enako pri klavirju. Ni dovolj samo, da pritiskaš na tipke, a ne moraš res znati z nekim občutkom izvabiti poln zvok. Tega večera, dobrodelnega koncerta v Vitezanju, ne bom nikoli pozabila. Glavni povod tega projekta so bile moje bolnice, ki jih vsakodnevno srečujem, ki jih imam iskreno rada, ki so me marsičesa naučile. Po drugi strani pa so povod bile tudi razmere, v katerih smo se znašli in katerih posledice na žalost čutimo vsi. Smo se še posebej zavzeli, da ta sredstva ne bi bila zgolj nakazana, temveč da bi klinični oddelek za ginekologijo UKC Ljubljana dobil točno določeno medicinsko opremo, ki bo sodelavcem in kolegom omogočala, da so pri svojem delu še bolj uspešni, predvsem pa kolegom, da bodo pri operacijah lahko še bolj natančni, kar dokazano prispeva k podaljšanju preživetja. O tem je pa že težko govoriti tako javno. So noči. In take osebe res težko jo bomo dobili. Od zadnjega dne medicinske fakultete pa vse do danes sem delala v UKC Ljubljana. To je sedaj že več kot 10 let. Ko sem odstopila v to ustanovo, nikdar nisem mislila, da bom kdaj odšla. Hvala, doktor Lasič. Na koncu dneva sem jaz tista, ki pogledam bolnici v oči in težko je vse povedati. V trenutnih razmerah ne morem dati vsega, kar bi lahko, pa vem, da bi lahko.